To je brizga, človek. Našli smo Wilsona. Našli smo si jamo za spanje. To sploh ni dobro, fantje. Zdaj imamo svit. O, moj bog, draga. Poglejte to zdaj, fantje. Smo tam, kjer se džungla sreča z neokrnjenim, kristalno čistim oceanom. Ker bom naslednjih 24 ur, fantje, preživel na tem otoku z res minimalnimi viri. Vse, kar imam, je moj nahrbtnik tam. In kar počnemo zdaj, je, da se spuščamo do te kristalno čiste plaže. O tem se bomo začeli boriti za preživetje, draga. Ja, pojdimo dol in poglejmo, kaj se dogaja. Gremo. Pravkar smo pristali na tej plaži, fantje. In že se potim kot lezbična nuna na ribi tržnici, resno. Ampak poglejte ta kraj. Imamo čudovite bele peščene plaže. Imamo bujne zelene gore. In takoj za menoj imamo kristalno čisto modro vodo. Dobrodošli v Indoneziji, draga. Jupi! Naslednjih 24 ur bom preživel z malo veri, fantje. Seveda, imamo tukaj na voljo plavuti. To mi bo res pomagalo, ko bomo šli tja ven. Kasneje bomo poskušali najti kakšno ribo. In kot lahko vidite, imamo na hrbtniku še nekaj drugih stvari. Poglejmo, kaj je notri. Najprej, fantje, imamo tukaj to ročno sulico. Ta stvar nam bo omogočila, da bomo lahko lovili večje ribe ali večje živali tukaj v plitvini. To nam bo zelo, zelo prav prišlo za pridobivanje hrane. Naslednja stvar, ki jo imamo, je dron. Ta nam pravzaprav sploh ne bo pomagal. Imamo še zgornji del neoprenske obleke. Tu me bo v bistvu zaščitila pred vsemi meduzami in drugimi živalmi, ki pikajo. Ter me grelo. Imamo še GoPro kamero in baterije za GoPro. Imamo tudi majico. To me bo grelo čez noč, me zaščitilo pred komarji in peščenimi muhami. Imamo masko in nekaj rokavic. To nam bo pomagalo pri potapljanju. In končno imamo še zadnji predmet. Tukaj imamo jeklo in kremen. V bistvu nam bo to pomagalo zanetiti ogenj, skuhati hrano, morda celo spremeniti nekaj slane vode v sladko. Ne vem, ampak to bo res zelo, zelo uporabno. To je to. V nahrbtniku ni nič več, draga. To je vse, kar imamo za preživetje naslednjih 24 ur. Mislim, da je to. Našli smo jamo, v kateri bomo prespali to noč, fantje. Prav, uredimo si prostor kar tukaj. Prav, izziv je postavljen. Naslednjih 24 ur ne bomo zapustili te plaže. Nimamo hrane, vode in zavetja. In nekako moramo preživeti tukaj. Torej, načrt napada je naslednji. Pravkar sem odložil vso svojo opremo v jamo tik za menoj. Mislim, da bi to lahko bil res dober prostor za spanje nocoj, fantje. Ampak najprej bi rad začel raziskovati to obalo. Na te plaže v Indoneziji naplavi veliko smeti. In veliko teh kosov smeti je zame pravzaprav zaklad, ko tukaj poskušam preživeti. Torej, pojdimo na sprehod in poglejmo, kaj lahko najdemo. Kaj je to? Imamo nekakšen lonček. To mi ne bo prav prišlo. Nekakšna pena. Kup naplavljenega lesa. Nekaj tega bomo verjetno lahko uporabili za zakurto ogenj, ampak najprej moramo ujeti nekaj hrane. Steklenica! Ni ničesar v njej. Poglej to tukaj. Tu je hrbtenica sipe. Ko sipa pogine in umre, pusti svojo hrbtenico. In te stvari dejansko plavajo po oceanu. In dejansko jih lahko uporabite za hranjenje papig in ptic ter podobnih stvari. Kar naredi je, da jim izostri kljun. Zanimivo dejstvo, ampak mi tega res ne moramo uporabiti. Zato ga bomo pustili na plaži. Gremo naprej. Poglej vso to smeti. Imamo nekaj japonk, majhnih japonk tukaj. Tega res ne moramo uporabiti. Še več steklenic. V tej ni ničesar. Prav, gremo naprej. Poglej to, morski ježek. Tega res ne moramo uporabiti za nič. Našli smo Wilsona! Ha! Moj bog! Poglej to, videti je kot stara boja, ali nekaj takega. Ta stvar je morala dolgo časa plavati po morju. Videti je, kot da je popolnoma zmečkana. Ampak to tam, to je Wilson. To nam bo delalo družbo naslednjih 24 ur, fantje. To stvar zagotovo vzamem nazaj v tabor, to je sigurno. In pravzaprav sem navdušen. Imamo družbo. Našli smo Wilsona. To je tako dobro. Sem navdušen. Prav poglejmo, kaj še imamo tukaj. Poglej tole. Imamo eno prekleto plastenko vode. Poglej to stvar. Ta stvar je toliko stara. Ne vem, ali je to sveže ali ne, ker pušča. Ne vem, če lahko vi to opazite. To je sveža voda, človek. To je sveža voda! Pravkar smo našli steklenico sveže vode na plaži. To se dogaja tukaj v Indoneziji, fantje. Tukaj so te steklenice, ki jih naplavi na obalo. Plavajo po morju že celo večnost. Wow!
Imamo svežo vodo za začetek, Braga. O, moj bog, to bo res spremenilo vse. Dobil sem kup stare ribiške vrvice, vrvi in še česa. To bo zagotovo prišlo prav. To bom definitivno vzel. Torej imamo vodo, imamo nekaj vrvi in imamo Wilsona. Mislim, da je to dober začetek. Odnesimo to nazaj v tabor. Kar žalostno je videti smeti, ampak tukaj zunaj je to zame trenutno pravo bogastvo. Je pa malo tvegano zame, fantje, da vzamem to plastenko vode, ker v bistvu ne vem, kaj je bilo prej v njej. V njej so lahko bile žuželke, živali so lahko pile iz nje, lahko je onesnažena, res ne vem. Zadnja stvar, ki si jo želim, je pristati v bolnišnici tukaj v Indoneziji. Ampak če me poznate, veste, da bomo vsem šli na polno. V resnični situaciji preživetja je prva stvar, ki te lahko ubije. Sonce, dehidracija, sončarica. To te bo ubilo. Tako da je dejstvo, da smo zdaj nagelj to jamo. Popolnoma noro. Počutim se kot prekleti golom, resno, ne bom lagal. Kot golom v svoji jami. Ampak imam res noro idejo zdaj. Kar želim narediti je poskusiti zgraditi nekakšno posteljo oziroma stol iz naplavljenega lesa, ki ga je naplavilo na to plažo. Mislim, da bom vzel ta kos. Poglej ta kos tukaj. Prinesel ga bom v senco tukaj, nekako tja, kjer smo se namestili. To imamo. To je v bistvu naša konstrukcija tukaj. Samo tole bom počistil. Vzel bom ta kos lesa tukaj, postavil ga bom takole. To bo naš mali držalo za skodelico. Prav, veliko vas se verjetno sprašuje, zakaj sem svojo vodo postavil tako. To je zato, ker zgoraj nam pravzaprav pušča, ne vem, če lahko vidite. Če ga postavimo po konci, bo samo izteklo. Ne. Evo, tako, postavil bom tole strukturo stola. Tukaj imamo ta zadnji nosilec in potem imamo tole, na kar se lahko naslonimo. Pravzaprav bom uporabil to majico, ki jo imamo v nahrbtniku, samo ovil jo bom. S tem smo v bistvu ustvarili ta izjemno udoben stol, v katerem lahko danes po noči spimo. To je res tako udobno. O moj bog. Tako se naredi popolna, recimo postelja ali karkoli že, majhen stol v približno 2 minutah. Ko bo plima prišla, bodo z njo prišle vse živali, vse ribe in vsa čista voda. In od tam bomo lahko vzeli sulico in se odpravili ven ter upali, da bomo jeli kaj hrane za popoldne. Ker trenutno imamo recimo neko zavetje, imamo to jamo, v kateri bomo spali, imamo tisto vodo, morda bomo morali poiskati še več vode. Ampak nimamo nobene hrane, tako da bomo morali kasneje poskusiti najti kaj za jesti. Človek, mislim, da jih bojo začeli prodajati v Ikeji že naslednji teden. Tako dobri so. Wow, ne bom vam lagal. Pravzaprav sem res ponosen na to, recimo, poslo, stol, karkoli že je trenutno. Tako udobno je, res. Samo sedim tukaj in se sproščam. Tukaj imamo svojo vodo. Je malo peščeno, ampak se veste, pesek nikomur ne škodi. Torej, to je vsa voda, ki jo imamo, da preživimo. To ni dober človek. To ni dober. Ne vem, če lahko to vidite. Ta voda tam je popolnoma motna in onesnažena. Prekletstvo. To sploh ni dober, fantje. Wow. Verjetno bi mogel to preveriti, preden sem jo začel piti, joj. Pravkar sem šel do roba vode, da si sperem usta, mislim, slano vodo. In videl sem to stvar, ki je plavala. Ne boste verjeli, kakšno srečo imamo zdaj. Poglejte to. Ne. Mislil sem, da imamo kokos, človek. Prekleto. To je naša prva najdba, človek. To tam ni dobro za pitje. To zgleda kot urin nekoga, človek. To je ogabno. Prav, tega ne bomo pili. Ni šans, da pijem tuji urin. Imamo še nekaj vode, tudi ta je zelo motna. Če lahko vidite, je ta voda res motna. Tega ne bom pil. Poglejte to, poglejte to, poglejte to. Čisto tam. To je veliko bolje, človek. To tam je prava voda. To zgleda veliko čisteje kot tista ogabna voda. In ja, ni odprto, ne pušča. Torej, v redu, poskusili bomo. Človek, če bi lahko začutil, kako vroče je to zdaj. Ta voda ima okoli 40 stopinj. Ja, v redu. To je dobro, to je sveže, to bomo obdržali. To bo naša steklenica vode za naslednjih 24 ur. Ta voda tam.
Pravzaprav sem zelo zaskrbljen zaradi tega, ne bom lagal. Zelo je motna in ima vse te majhne črne pikice v sebi. Ne vem, ali si samo domišljam, ampak v želodcu mi res postaja slabo. Kar bom naredil je, da bom počakal 5-10 minut v senci tukaj, da vidim, kako se počutim. In če se bomo počutili malo boljše, moramo začeti iskati hrano. V naslednjih 10-15 minutah bomo ugotovili, ali sem bolan ali ne. Trenutno imamo 3 različne možnosti. Prva možnost je, da gremo ven zadaj, kjer nas lahko na grebenu dobesedno raztrga. Druga možnost je, da ostanemo v plitvini, tukaj, in poskusimo loviti sulico, ampak mislim, da vidljivost v vodi ne bo najboljša zaradi vse te pene, ki verjetno meša vso tisto čisto vodo. Tretja možnost je, da počakamo, da se oseka spusti in potem poskusimo med temi skalnimi tolmuni poiskati, če je kakšna žival ostala nasedla na suhem v teh plimnih tolmunih. Nekako imam občutek, da me bo raztrgalo na grebenu. Ne vem zakaj. Preprosto me privlačijo nevarne stvari in stvari, ki jih verjetno ne bi smel početi. Tukaj imam svojo neoprensko obleko, sulico in plavuti. Pripravljam se. Odpravili se bomo na tisti greben tam za menoj. Videti je, da so kar konkretni valovi. Mislim, da je to naša najboljša priložnost, da lovimo nekaj, kar bo zares dobra večerja. Seveda bi lahko šli v plitvino, ampak mislim, da bi tam jedli samo pravo nesnago. Sveta mati! Tam zunaj se res dviguje, videti je močno. Pojdimo in poskusimo uloviti kakšno ribo s to preklemansko sulico. Gremo tja, prav? Juhu, nekaj smo ujeli! O moj bog, človek, čisto sem izmučen. Tam zunaj je bilo res nevarno, fantje. Tam zunaj so valovi zagotovo vsaj 2 metra visoki, 100%. Na koncu sva ujela 2 majhni ribi. Tukaj je ta majhna riba kirurg in ta tukaj malo boljša. Ampak naj vam povem, zaradi tega ne bom pisal domov in razlagal staršem. Toliko vam lahko povem, tam zunaj je res težko priti do hrane. Vsakič, ko sem nameril s tisto ročno sulico, me je zadev val in sem bil kot in me je odnesla na stran. Ampak zdaj sem res izmučen. Ampak tako sem srečen. Imamo hrano, fantje. Danes popoldne bomo jedli svežo ribo ob ognju, preden se bomo spravili v svojo jamo za recimo prihajajočo noč. Tako da, človek, res sem vesel, da imam hrano pa roki. O moj bog, nimam nikogar, da bi se mu potožil, razen Wilsona. Hvala ti, brat, ker paziš name. Človek, res sem čudak. To je bilo tam zunaj res strašljivo, fantje. Sploh se ne šalim. To so bili resni valovi, visoki 6-7 čevljev, ki so prehajali čez izgreben. Deskat znam na precej velikih valovih, ampak tole je bilo res noro, človek. Ja, ampak verjetno ne bi smel poljubljati Wilsona. To v resnici ne bo pomagalo, ampak to je pač tisto, kar počnem. Kar želim zdaj začeti delati, je raziskovati, videti, kje lahko najdemo kakšno vrsto drv. In mislim, da moramo najti še stvari, ki jih potrebujemo
preden gremo v noč, ki je pred nami. Ampak tukaj zgoraj sem našel nekaj res čudnega, človek. Pravkar sem našel čelado za znoret. Tole bi moral vzeti s sabo, ko sem šel na podvodni ribolov. Zaščitila bi me pred grebenom. Zdaj je že malo pozneje, popoldne, fantje. Tako da razmišljam, da bi začel nabirati neki drv. Moramo zakuriti ogenj. Ta me bo grel čez noč. Prav tako bomo na njem spekali tisto ribo, ki smo jo ujeli. Začnite nabirati neko vrsto netiva. Potem lahko naberemo manjše palce, večje palce in zakurimo ta ogenj, človek. To je bistvo. Kuhanje. Prav, prvi korak. Iščem neko vrsto netiva. Ko iščeš netivo, moraš poiskati nekaj, kar je zelo lahko, puhasto in zračno. To bo ujelo iskro iz kresila, ki ga imamo. Ravno sem razbil ta kokos. Te stvari so lahko zelo nepredvidljive. Včasih ujamejo iskro, ampak večinoma so potovali po oceanu. Zato so precej vlažni znotraj. Ta se zdi malo vlažen, zato ga ne bom uporabil. Mislim, da lahko najdemo kaj boljšega. Poglej tega, ta je videti zelo suh. Vidiš, da je zelo lahek in puhast. Mislim, da lahko to preizkusva. Če ne bo šlo, lahko poskusva kaj drugega. Ne vem, kaj je bolj sumljivo. To je kot kos lesa. Ima žeblje, ki štrlijo ven. Skoraj sem stopil nanj. In potem pogledam tik ob njem. In poglej to, to je brizga, človek. Skoraj sem stopil na to brizgo. To je res noro. Zdaj veste, zakaj so moja stopala povsem uničena na teh preživetvenih misijah. Človek, tle so dobesedno kupi tega naplavljenega lesa. Poglej, kako enostavno je tukaj nabirati les. To je popolno. Tukaj imamo naš tabor, fantje. Tukaj bom spal to noč. Tako da bom tukaj zakuril ogenj. Tukaj ga želim, zanetiti in vse to. Kar bo ta ogenj naredil, je, da mi bo skozi noč zagotavljal toploto. Odganjal bo mušice, vse peščene, muhe, komarje. Ves svoj les imam tukaj, lahko ga vidiš. Vse je pripravljen. Zdaj bom oluščil malo tega kokosa. Lahko vidiš, kako ga trgam na koščke. Želim, da je res zračen in vlaknast. Upam, da bo to prijelo iskro. Fantje, res se trudim zanetati ta ogenj. Ne bom lagal. Ta kokosova vlakna niso prijela iskre. Zato sem se preprosto odpravil na sprehod. In mislim, da smo pravkar zadeli na zlato žilo. Ker je v notranjosti tega recimo hloda ali karkoli že je, eno izmed najlažjih in najbolj vlaknatih materialov, kar sem jih kdaj videl v življenju. Torej, če tole ne bo prijelo iskre, potem res ne vem, kaj bo. Fantje, želite slišati dobro ali slabo novico? O, bog, tako sem brezupan. Pravkar sem našel najboljšo netivo. Poglejte to, suha trava, prav tukaj. Želite vedeti, kaj je slaba novica? Nimam ničesar, s čimer bi jo prižgal. Ne vem, kam je izginilo. Pustil sem ga nekje tukaj, ampak ga ni več. Povsod sem ga iskal. Torej ni načina, da bi zakuril ogenj, če nimam ničesar, s čimer bi to prižgal. O, bog. V redu, ne bomo pustili, da bi tista riba šla v nič. Zaradi nje smo se danes zjutraj na grebenu zanjo pošteno namučili. Torej, kar bom naredil je, da jo grem sprat. In očitno bomo jedli samo sašimi, draga. V redu, pejmo sprat to ribo. Vzemimo našo ribo tukaj. Imamo našo ribo, v redu, odnesmo jo dol. Ni šlo ravno po načrtu. Idealno bi bilo, če bi lahko zakuril ogenj, ker bi me to grelo po noči. Ampak saj imamo tisto majico. Te ribe bomo morali pojesti v sašimi slogu. Vidite, pravkar smo oprali našo ribo. Kar bom naredil zdaj, fantje, je, da očitno nimam noža pri tem izzivu, tako da ni drugega načina, da to naredim. Kar bom naredil, je, da bom dal prst v analno odprtino tukaj. To ne zveni prav, kaj ne? Kar bom naredil, je, da bom potegnil vzdolž cele ribe. Vidite tukaj. In če potegnete vzdolž cele ribe in še naprej vlečete navzgor, bi morali v enem kosu izvleči glavo in vse drobovje. Ker tako, kot vidite, sem to ribo zdaj popolnoma opral. Kar bom naredil je, da bom prijel kožo in jo preprosto potegnil. To je belo meso. Dobro je, sašimi. Glej, ni nekaj, kar bi dobil v vrhunski restauraciji, ampak to je gorivo, ki me bo držalo po koncu. Ne bom vam lagal, fantje, tisti sašimi. Bil je v redu, dal bi mu ceno 6 ali 7 od 10. Ampak človek, res bi si želel lepo pečeno ribo na žaru, nad ognjem, hrustlavo, toplo. O moj bog, zdaj bomo morali preživeti tudi noč brez ognja, ki bi nas grel.
Juhu, to bo zabavno. Prav, imamo neki vode, ki smo jo nagali malo prej. Samo poskušam uživati v tem. Ni preveč čuden okus, v redu je. Jaz pa Wilson trenutno samo počivava, poskušam odstraniti vse luske, kožo in vse ostanke ribe iz svojih zob človek. Raže bi imel lepo pečeno ribo nad ognjem, ampak sem idiot in sem zgubil jeklo in kremen. O moj bog, samo upam, da nam danes po noč ne bo mrzlo, upam, da komarjev ne bo, ker je ogenj običajno moj rešitelj. Pred nami je dolga noč, fantje. Vstanite z mano, prosim. Vidite, nimamo več veliko svetlobe. Vsa ta svetloba skoraj da že izginja. Zdaj se odpravljam spat. Oblekel sem si majico, upam, da me bo to grelo skozi celo noč, fantje. Ampak ostanite z mano, ker bo to ena zelo osamljena noč, brez ognja. To je zagotovo. Torej, tukaj smo. Tukaj bomo nocoj. Pravzaprav je kar udobno. Smo v tej jami, pripravil sem si to posteljo, ki sem jo naredil. In ne pozabite, imamo družbo. Tukaj je Wilson, to smo mi. Če se bo po noči zgodilo kaj norga, vam bom povedal. Ampak se vidimo zgodaj zjutraj. O prvem svitu greš ven. To je zagotovo, dragi. Šli bova od tu, Wilson. V redu, verjetno je zdaj okoli 2 ali 3 zjutraj. Iskreno povedano, ne spim prav veliko, ampak veter se je ravno kar okrepil. Valovi še vedno močno butajo, ampak mislim, da čez 2-3 ure se bo zdanal in bomo šli od tu. Dobro jutro vam želim. O, bog. Ravno se je zdanilo. To je bilo eno najdaljših spanj, ki sem jih kdaj imel v življenju, človek. Ves sem poln peska. Uspelo nam je preživeti brez hrane, vode in zavetja zadnjih 24 ur na tej odmaknjeni obali v Indaleju. Ne morem iti govoriti, človek. Noč je bila predolga. Vse bom spakiral in takoj odhajamo tu. Gremo! Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite všečkati in se naročiti. Se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Veliko ljubezni! Juhu! Žihu!